Spet je leto naokrog in nabralo se je dovolj prispevkov za vodnik Ljubljanskega geografskega društva, ki že več kot 35 let organizira številne dejavnosti, vključno s strokovnimi ekskurzijami po Sloveniji in zamejstvu. Znanje o obiskanih pokrajinah že skoraj 20 let skrbno zapisujemo in izdajamo v knjižni zbirki. Tokratni vodnik, ki ga je ponovno uredil Drago Kladnik, pa je že 9. po vrsti. Vodnik vsebuje 8 prispevkov, od tega opise 7 strokovnih ekskurzij društva, izvedenih v zadnjih letih. Vodnik ponovno razkriva bogastvo Slovenije in ponuja obilico idej za izlete v lastni režiji ali izvedbo šolske ekskurzije in nasploh omogoča poglobljeno spoznavanje izbrane pokrajine. Naključje je hotelo, da so tokrat prispevki osredotočeni na zahodni del Slovenije. Prvi je sicer prispevek Igorja Žiberne o razgibanih Slovenskih goricah s poudarkom na naravno-geografskih značilnostih območja in rabi tal. Sledi opis ekskurzije, organizirane v sodelovanju z Društvom mladih geografov Slovenije, in sicer v Kropo z Lipniško dolino in Radovljico izpod peresa Andraža Pavliča. Sledi skok na Cerkljansko, kjer smo med drugim obiskali arheološko najdišče Jame divje babe in partizansko bolnico Franja. Vodja ekskurzije in avtorica prispevka je Renata Mavri. Sledi opis ekskurzije v regijski park Škocjanske jame z okolico, ene najbolj vročih točk oziroma največjih zgostitev naravnih in kulturnih vrednot v Sloveniji. Prispevek je napisala Maja Topole. Lani spomladi smo po dolgih letih ponovno izvedli ekskurzijo s kolesi, kar omogoča povsem drugačno doživljanje pokrajine. Pod vodstvom Gašperja Šublja, tudi pisca prispevka, smo se podali na tržaški kras od Križa do Trsta, takrat še čez na stežaj odprto državno mejo z Italijo. Tiste bolj poduhovljene bralce bo zagotovo pritegnil prispevek Borisa Čoka o starovelskem krasu, kamor smo se podali z željo po odkrivanju starodavnega verskega izročila naših prednikov. Ker pa gre ljubezen skozi želodec, je tu še kulinarični potep po Primorskem, natančneje po Vipavski dolini, Krasu in Goriških brdih, avtorice Jasne Fakin Bajec. Prispevek nas opominja na kulinarično ponudbo kot pomembno prvino nesnovne kulturne dediščine, ki je odraz življenja naših prednikov, pa tudi priložnost za razvoj turizma. Povsem za konec pa je tu še prav poseben dodatek, odziv Silva Torkarja na enega od člankov v prejšnji številki, v katerem pisec opozarja na nekatere vsebinske in terminološke pomanjkljivosti. Tako kot doslej so v vsakem prispevku opisane glavne pokrajinske značilnosti in zanimivosti, predlagana pa je tudi priporočena pot s poudarkom na ogleda vrednih točkah. Vodnik je torej dobrodošel sopotnik na potepanjih po Sloveniji in zamejstvu. Bralci se ga bodo še posebej razveselili v časih, ko bo koronavirusna epidemija mimo, saj je povsem mogoče, da bo gibanje izza državne meje še kar nekaj časa omejeno. To pa tudi s pomočjo vodnikov Ljubljanskega geografskega društva ponuja obilo možnosti za odkrivanje in poglobljeno spoznavanje lastne domovine, ki v sebi skriva še veliko manj obljudenih, a zato nič manj zanimivih kotičkov.